Ko smo pred 3 leti zastavili našo skupno pot, so bile razmere v državi izredno zahtevne in pot, ki smo jo izbrali, tudi približno ni bila lahka. Ampak danes lahko s ponosom vsi skupaj trdimo, da smo postavili zdrave temelje Slovenije, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost. Jaz bi se rad ob tej priložnosti zahvalil obema koalicijskima partnerjama za sodelovanje do sedaj in tudi zavezanost skupnim vrednotom in ciljem za naprej. Nimamo vedno o vsaki stvari enakega mnenja, to niti ne pričakujemo, različna mnenja nas bogatijo, ampak vedno smo pa pokazali, da takrat, ko je najtežje in ko se gre za javne koristi, znamo potegniti skupaj in smo tudi pri tem v celoti enotni. In ravno zaradi te enotnosti v koaliciji nam je uspelo spraviti skupaj najtežje odločitve, nasloviti najtežje razvojne izzive in, kot rečeno, s ponosom lahko rečem, da je danes Slovenija bolj vključujoča in tudi bolj odporna, kot je bila, ko smo prevzeli vlado pred 3 leti. Marsikateri razvojni izziv, ki smo si ga zastavili, bi moral biti naslovljen mogoče že prej. In tudi v našem mandatu so bila pričakovanja, da jih bomo rešili čim hitreje, skoraj da čez noč. Mi smo namenoma ubrali drugo pot, ki je iskala rešitve v zelo širokem krogu deležnikov. Prisegali smo in še vedno na socialni dialog. Na dialog, kjer z vsemi deležniki v družbi naslovimo najtežje izzive, zato da najdemo rešitve, ki so najbolj uravnotežene in s tem tudi na dolgi rok najboljše. Zato je trajalo nekoliko dlje, ampak danes, po 3 letih, je večina razvojnih izzivov odgovorjenih. In to je tisto, kar šteje. Temelji so postavljeni. Je pa Slovenija danes tudi bolj odporna, predvsem zaradi tega, ker jaz res iskreno verjamem, da varnost ne pomeni več orožja. Samo nakupi orožja ne pomagajo pri varnosti, ravno obratno. Izhajamo iz načela, da je varnost v prvi meri pogojena tudi s konkurenčnostjo države, gospodarstva in družbe kot take, da konkurenčnost lahko temelji samo na znanju in na tem, da delujemo kot povezana skupnost. Povezana skupnost, ki je opolnomočena znanjem, je tista, ki je lahko v globalnem svetu konkurenčna in ki lahko se tudi odziva na številne izzive, ki nam jih vsak dan postreže življenje na tem planetu. Ravno zaradi tega se je izkazalo, da ta povezana skupnost moramo temeljiti prihodnost na krepitvi javnega. To je ena zaveza, na kateri smo temeljili našo koalicijo, na kateri bomo temeljili tudi naša povezovanja za naprej. Verjamemo, da sta javno zdravstvo, javno šolstvo, močni socialni sistemi, podporni sistemi, tisti temelj, ki dela Slovenijo drugačno od naših sosed, tudi znotraj Evrope, ker gradi družbo solidarnosti. Jaz sem na to ponosen, da smo jo še okrepili in na tej poti bomo tudi vztrajali, ne glede na različna mnenja, ki prihajajo od drugje. V zvezi s krepitvijo javnega se je največkrat govorilo o reformah. Ampak reforma kot beseda sama po sebi nič ne pomeni, reforma so tudi obrazi in predvsem obrazi. In na primer, ravno včeraj sem imel to priložnost, ko govorimo o reformi zdravstva, da sem se prepričal, kako v UKC Ljubljana, ravno in zato, ker imamo močno javno zdravstvo, lahko najzahtevnejše operacije, kot je transplantacija srca, so dostopne vsakomur v Sloveniji. Poudarjam, dostopnost do najzahtevnejših operacij je v Sloveniji na najvišjem nivoju v svetu. V zadnjih 10 letih je bila Slovenija na tem področju na prvem mestu v svetu 6 ali 7 let. To je tisto, na kar smo lahko ponosni in to je tisto, kamor moramo vlagati, tako napore, kot tudi sredstva za krepitev teh sistemov naprej. Obrazi so tudi vzgojitelji in učitelji. Plačna reforma je bila med drugim namenjena, da njihovo predanost, njihovo skrb za naše otroke naredimo z dostojnimi plačili in jim s tem izkažemo spoštovanje. In reforme so tudi to, da dolgotrajna oskrba, o kateri se v zadnjem času toliko govori, da vsi si znamo narisati, da gre za naše dedke, naše babice, da bomo vsi nekoč stari, da je skrajni čas, da znamo kot
družba poskrbeti za starajoče ljudi. Na način, ki bo za njih, da jim izkažemo spoštovanje in na način, da bojo oni lahko ohranili človeško dostojanstvo. Prav z dolgotrajno oskrbo bo dostopnost do domov bistveno olajšana, tudi finančno, predvsem pa bo oskrba na domu nekaj, kar ne bo več na plečih izključno svojcev, ampak nekaj, kjer bo kot država, kot družba priskočili na pomoč vsi. In nenazadnje, vsaka generacija ima svojo odgovornost do države. Tudi mi jo imamo. In naša koalicija, naša odgovornost je, da ne gledamo samo na en mandat, ne gledamo samo na zaključek tega mandata, ampak da ponudimo vizijo, ki gre dlje, ki gre tudi v naslednji mandat in še enega čez. Ponudimo vizijo moderne, socialne države, ki bo temeljila na vključenosti, na opolnomočenju in na znanju vseh državljank in državljanov.